recimo pri tem tudi motivira glasba, kaj si najraje date, tako poslušate, da reče, da vam da to energijo, nek naboj dodate, no? Ja, jaz v bistvu, oziroma mi, no, ker ponavadi ne treniram čisto sama, na treningu vedno poslušamo glasbo, ker brez tega pač ne moramo trenirati, če nikoli nismo v tišini trenirali, tudi verjetno nikoli ne bomo. Drugače pa ponavadi, čisto odvisno od dneva, kaj nam paše, včasih neke slovenske, ampak ponavadi so pa take, da te spodbudijo, da ti dajo še tisto dodatno motivacijo. A tudi mogoče berete kakšne te motivacijske knjige ali pa misli, vam to tudi kaj pomaga? V bistvu knjige ne toliko, ampak preberem pa kako motivacijsko sam misel od kakih velikih športnikov in pol probam to na nek način, kako ne rečem, to predelati, preštudirati, kaj to pomeni pri meni, probati dati to na steno, v samo plezanje oziroma na tekmo, da se probam v glavi nekako podobno naštimati oziroma tudi združim to skupaj z mojimi izkušnjami, tako da ja, tudi si preberem. Zdaj, glede na to, da so v bistvu praktično osvojili že vse, a ne, kaj sploh še želite? Čisto iskreno povedano, enega naslova še nimam in to je evropska prvakinja in to bo zadnji verjetno. Ampak drugače pa res je, da sem že vse osvojila, ampak tako kot sem prej rekla, ta želja po biti boljši, tako kot mentalno, tako kot fizično me bo vedno gnalo naprej, tako da mogoče rezultatsko boljša ne morem biti, ampak lahko vse obranim. Kako vam pomeni to, da v bistvu s tem, ko vi nizate uspehe, tudi zelo razveseljujete ljudi? Ja, to seveda mi veliko pomeni, zato ker čutim tudi podporo od ljudi, seveda to delam za sebe, ampak mi je pa tudi fajn, da nekako, sploh recimo zdaj z olimpijskimi in v temih časih smo nekako vsi športniki pričarali to neko vzdušje, povezali smo skupaj ljudi, tako da če jaz prinesem še malo več veselja v to, da se še malo veselijo drugi, mi to ful veliko pomeni. Kako vam pomeni to, ker tudi mladi, ko vas gledajo, potem reče, jaz pa tudi to delo in pol grejo nekako po vaših stopinjah? To je pa najboljši občutek, ker to je tudi v bistvu, zakaj delaš. Torej, da ustvariš pogoje, ki jih jaz nisem imela, ko sem bila mlajša in da bo zdaj jih mladi imeli, pa tudi, da pokažeš, kaj se da, kaj je mogoče, da bo prišla ena, tako je recimo vsaka športnica oziroma športna plezalka do zdaj je imela eno pred sabo, ki je sledila, tako sem jaz imela Mino, tako jaz upam, da bom enkrat imela mojem punčko, ko je zdaj stara 7 let, ko reče, če Janja to lahko, bom pa jaz tudi, tako da to je v bistvu to, zakaj delaš. Pa zanima me še, vi imate nalakirane nohte. Mislim, kar fascinira me, no, glede na to, pa zelo so lepi, no, glede na to, kaj počnete, no, ne vem, kako gre to kaj skupaj, lahko zaupate, kaj imate tu na sebi, oziroma kaj je to obstojno, no, da izgleda tako lepo po vseh vaših podvigih? Čisto iskreno povedano, če si lakiraš nohte, je bolj slabo to drži. Moraš si bolj vsak dan čez mazati ali pa zamenjati vsako barvo in zdaj sem si prvič gelirala nohte, da drži malo dlje. Aha, drži preverjeno. Drži preverjeno dlje. Super. Bi še karkoli vi želeli pač sporočiti za na koncu pač vašim oboževalcem? Ja, mojim oboževalcem bi začela sporočiti, da hvala za vso podporo, upam, da jo imela še naprej, pa da se bomo skupaj veselili ob uspehih. Super, hvala.